Tam so bili pa tabajili. BBC, CNN, je bila postojanka, ko so je septembra 43 napadli. In so bili bolj, da so v septembra 43, ko so šli čez te postojanke. Cerkev Svetega Jakova Žaga, v Brest Kaki, mirno! Rasni! O, zdrav! Pozdravljeni pohodnice in pohodniki za mir. In med vami še posebej pozdravljen nekdanji predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan. Pa niste pozdravljeni le vi tukaj v Ljubljani. Pozdrav gre vsem, ki danes polnijo in polnite ulice te prestolnic držav, katerih organizacije vojnih veteranov so članice Svetovne veteranske federacije s preprostim sporočilom mir. Vsako leto 21. septembra namreč po vsem svetu potekajo proslave in pohodi za Mednarodni dan miru. Generalna skupščina Združenih narodov je ta dan razglasila za dan posvečen krepitvi idealov miru, premirja in nenasilja s pozivom k upoštevanju tudi 24-urne vsakršne prekinitve ognja. Toda doseganje resničnega temeljnega miru vključuje in mora vključevati veliko več kot le razklenjeno pest oziroma odloženo orožje. Mir gradi družbe, kjer vsi člani čutijo, da lahko uspevajo. Vključuje ustvarjanje sveta, v katerem so ljudje obravnavani enako, ne glede na njihovo raso. Zveza Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever ter Zveza društev in klubov Moris so se tudi letos, kot že prej znova in znova, odzvale tudi temu pozivu. In tudi letos, kot že prej znova in znova, je pohodnike v svoj objem sprejela Ljubljana. Zato pa podžupana mesta Ljubljana, gospoda Aleša Čerina, lepo prosim za nekaj pozdravnih besed. Lepi dan vsem, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, v imenu mestne občine Ljubljana na Svetovni dan miru 21. september. Mir ni samoumevna in enostavna kategorija. Za njo se moramo boriti vsak dan.
in vsi skupaj in to v mestu Ljubljana počnemo, to je naša glavna vrednota. Veseli me, da se nas je toliko udeležilo tudi letošnjega pohoda za mir. Posebej pozdravljam poleg prvega predsednika številne poslanke in poslance, predsednike veteranskih organizacij in vseh drugih. Geslo oziroma moto letošnjega pohoda za mir je konec rasizma, ustvarimo mir. Še toliko bolj, ker v naši neposredni bližini traja vojna mnogo predolgo. In upam, da vse te besede, ne samo tukaj v Ljubljani, ampak po vsej Evropi, v vseh članicah federacije, da bodo slišali tisti, ki odločajo o vojni in miru. Tako da želim, da bi bilo dejansko mir na vsem svetu. Hvala lepa. Hvala, gospod podžupan. Ob svetovnih konfliktih, zaradi katerih ljudje bežijo, smo priča tudi rasni diskriminaciji na mejah. Ob COVID-19, ki še naprej napada vse skupnosti tega sveta, smo videli, kako so bile nekatere rasne skupine prizadete veliko močneje kot druge. Ob ohromljenih gospodarstvih smo priča tudi sovražnemu govoru in nasilju usmerjenemu proti rasnim manjšinam. Tema Mednarodnega dneva miru v letu 2022 je zato konec rasizma, zgradite mir. Temu je posvečena tudi letošnja poslanica generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov Antonija Guterreša, s katero vsako leto pospremi 21. september. Mir je plemenito in nujno prizadevanje ter edina praktična pot do boljšega, pravičnejšega sveta za vse ljudi. Toda na preveč mestih, v preveč kontekstih ne uspemo pri miru. Tema letošnjega Mednarodnega dneva miru, konec rasizma, zgradite mir, nas na številne načine opominja, kako rasizem zastruplja srca in misli ljudi ter spodkopava mir, ki si ga vsi želimo. Rasizem ljudi oropa njihovih pravic in dostojanstva, neti neenakosti in nezaupanje in ljudi odriva na razen v času, ko bi se morali združiti kot ena človeška družina, da bi popravili naš razbiti svet. Namesto, da se borimo drug proti drugemu, bi si morali prizadevati za poraz naših resničnih sovražnikov, rasizma, revščine, neenakosti, konfliktov, podnebne krize in pandemije COVID-19. Morali bi podreti strukture, ki podpirajo rasizem in povsod dvigniti gibanja za človekove pravice. Zlobne glasove sovražnega govora pa bi morali zadušiti z enotnim in vztrajnim krikom po resnici, razumevanju in medsebojnem spoštovanju. Na ta pomemben dan, čas za 24-urno spoštovanje nenasilja in prekinitve ognja, ponovno pozivamo vse ljudi, naj storijo več kot le odložijo orožje. Pozivamo jih, naj ponovno potrdijo vezi solidarnosti, ki jih delimo kot človeška bitja in se lotijo gradnje boljšega, bolj miroljubnega sveta. Antonio Guterres.
Počastimo spomin na žrtve vseh časov brez miru z minuto molka. Slava jim. Sanje o miru se gradijo s premagovanjem kaosa stoletij, z darovanjem muzam enotnosti, z verjetjem, da se ves minuli kaos lahko vrne k svojemu viru, v pekel. In da je to, kar za njim ostane, blaženi mir. Vsakršna prizadevanja, ki mir omogočajo in negujejo, so stvar odločitve. Vsaka odločitev, sploh če si z njo prizadevamo vneti še druge, pa najprej potrebuje jasne misli in prepričljive besede. Svoje misli o miru nam bo s pomočjo besed predal predsednik Združenja ravnateljev in ravnateljic, gospod Gregor Pečan. Prosim. Spoštovani gostje, ljudje dobre volje. Ne glede na to, ali smo običajni ljudje, politični funkcionarji, karkoli danes, računam, da ste se vsi zbrali tu zato, ker vam današnji dan, 21. september, Mednarodni dan miru, nekaj pomeni in ker želite svojo prisotnostjo tu povedati, da je mir tisto, kar je najpomembnejše v življenju in na svetu nasploh. Je pa hkrati to, če malce razmislimo, zelo, zelo zlorabljena beseda, zelo pogosto posiljena in pravzaprav, če bi šli analizirati od konca zadnje največje svetovne vojne, druge svetovne vojne, vprašanje, če je sploh bilo kakšno leto, ko ni na toliko koncih sveta divjala vojna, da bi lahko, če bi bile jasne neke opredelitve, kdaj se neka vojna lahko opredeli kot svetovna, da so zelo pogosto bili spopadi takih obsegov na različnih koncih sveta, da bi lahko mirno govorili ponovno o nekem svetovnem konfliktu, ki pa pač ne divja čisto v vseh deželah. Kje so že tisti časi, ko je v klasični Grčiji, v stari Grčiji, za čas olimpijskih iger moral Bog vojne odložiti svoje orožje in je bil popoln mir. Danes tega olimpijskemu gibanju ne uspe več. In enostavno boji divjajo vse povsod. Ne vem koliko, več kot stoletje tega, kar je teoretik vojne Clausewitz postavil definicijo, da je vojna nadaljevanje politike z drugimi, to se pravi nasilnimi sredstvi. Zakaj je sploh potrebno
da se kdaj politika nadaljuje na drugačen način, na nasilen način. Predvsem sem prepričan, da tule vsi, ki smo prisotni, smo istega in enotnega mnenja, da nikoli ni potrebe, da bi se politika v svojem, torej diplomatskem smislu spreminjala v tisto, kar bi najmanj, kar bi lahko rekli, nediplomatsko, v resnici pa nasilno. In potem je seveda tu še mnogo različnih razlogov, zakaj pravzaprav je potrebno včasih prijeti za orožje. Kadar si napaden seveda in ko gre za tvoj obstoj, takrat pač odgovoriš na tisto nasilno nadaljevanje politike, zato ker ti enostavno nič drugega ne preostane. Če bi šli analizirati vse te spopade za zadnjih, torej vsaj 50 in več let, bi začeli ugotavljati, da je skupna značilnost vseh teh, da je najpogosteje bil razlog ekonomski, včasih izredno slabo prikrit, včasih bolje prikrit, ker konec koncev tudi pri drugi svetovni vojni je šlo za ekonomske razloge, vsaj takšno je bilo opravičilo zaradi nepravične razdelitve sveta in tako naprej, kam je to pripeljalo do najhujšega genocida v zgodovini človeštva. In ostale vojne, ki so se zgodile potem, pravzaprav imajo povsem isti pečat. Če pogledamo danes, je skoraj zagotovo v ozadju energetsko vprašanje, pred 20 leti dobljeni prav tako Irak in podobna prizorišča, skupna značilnost vseh. In tukaj lahko potem začnemo iskati tiste interese, tiste poganjavce spopadov. Skupna značilnost je, da so po vseh teh vojnah najbogatejši še bogatejši in najrevnejši še revnejši, njihovo število se pa drastično povečuje. In tukaj torej ugotovimo lahko, da je vzrok veliki večini vojn, ki divjajo, eden od glavnih grehov, in to je pohlep. In ne glede na kakršnokoli veroizpoved ali politično prepričanje, je žalostno, da odločevalci in voditelji vedno imajo polna usta miru. Tudi tisti, ki jih deklarirano najdemo na strani agresorjev, in žalostno pri tem je seveda, da je tukaj povsem brezsramno na delu pravica močnejšega in argument moči. In ne glede na vse dokaze in stvari, ki jih ugotovijo naknadno ali pa že med samimi spopadi, vsi tisti, ki so povzročili takšne spopade, ker prihajajo iz strani moči, nikdar ne odgovarjajo za svoje dejanja. In zato je izjemno pomembno, da je ljudi, ki verjamemo, da je edini pravi odgovor za življenje mir, da nas je čim več in da dvigamo svoj glas in da ne pristanemo na to, da je lahko sila, torej tisto nadaljevanje politike, ki naj bi prinesla rešitev. Nikoli ne prinese rešitve. Nikoli. Tako da hvala vsem za udeležbo danes na tem mestu, kjer pošiljamo v svetu tudi naš glas, da verjamemo, da je mir tisto, za kar bi se morali boriti vsi in da je sila napačen odgovor in da ni tista možnost, ki lahko prinese to, kar si pravzaprav želimo vsi, in to je življenje v miru, v blagostanju. In bilo bi prav, da pozovemo vse odločevalce, da ne vendarle bistveno bolj aktivno pristopijo k reševanju podnebne problematike, ker nam planet dobesedno gori pod nogami, namesto da se vojskujemo, da
namenjajo države največja sredstva pri raziskavah za raziskave in odkrivanja novejših, boljših, bolj uničujočih orožij. To je napačna pot, to je slepa ulica in bi se morali podajati čisto v drugo smer. Tako da čestitam vsem združenjem veteranov za doprinos pri borbi v pravičnih, ker vse tele vojne, ki so bile na našem ozemlju, ki so potekale, smo bili prisiljeni prijeti za orožje, zato da smo ohranili sploh našo besedo, naš narod, našo samobitnost in to je edini upravičen razlog, kadar nekdo prime za orožje. Hvala vam za povabilo, da sem lahko nagovoril vsa združenja in naj bo čim prej mir na celem svetu. Hvala, gospod Pečan, za vaše besede. Kako lepo je stopiti skupaj. Kako lepo je stopati skupaj. To veste vi, pohodniki, danes najbolje. Nihče, ki je v konfliktu, ki diskriminira, ki ni v miru, ne zmore stopati skupaj. In nihče, ki ni v miru, ne zmore peti, igrati in plesati skupaj. Člani orkestra Slovenske policije nam danes igrajo pod taktirko maestra Tomaža Kmetiča.
Znala si dati mi srce in kri, kakor znale mati. Nesla si vreme mnogih žalosti, šele zdaj to vem. Prvih mojih uspehov vesela si bolj kot jaz. In z grenkobo mi praviš, da bliža se slovesa čas. Rad bi ti rekel, da bom tu ostal, ob ognjišču tvojem. Strah me je, vem, ko bom od mize vstal, zajakala boš v ognju droge ljubezni, tvoj otrok poznaja mož. Zadnjikrat vzemi me v naročje, mati bodiva prijatelja. Rad bi ti rekel, da bom tu ostal, ob ognjišču tvojem. Strah me je, vem, ko bom od mize vstal, zajakala boš v ognju druge ljubezni, tvoj otrok poznaja mož. Zadnjikrat vzemi me v naročje, mati bodiva prijatelja. V ognju druge ljubezni, tvoj otrok poznaja mož. Zadnjikrat vzemi me v naročje, mati bodiva
Hvala orkestru Slovenske policije, dirigentu Tomažu Kmetiču in tenoristu Martinu Sušniku. Zdaj pa, spoštovani, pospremimo odhod praporščakov. Gaki eno, na desno. Poleg rako, naprej. Prizorišče zapuščajo prapori Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever, Zveze društev in klubov Moris, Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Zveze društev Generalmajster, Društva Tiger Primorske in Zveze slovenskih častnikov. S tem pa je letošnji pohod za mir tu v Ljubljani končan. Hvala govornikoma, organizatorjem, vsem drugim sodelujočim ter vsem vam, katerih koraki so tudi letos po ljubljanskih ulicah oznanjali poziv k miru, ki naj presega in združuje. Srečno! Hvala.